mi smo tisti, ki rečemo, lahko noč lepe sanje. Včasih so to tudi zadnje besede, ki jih pacient sliši. Nažalost. Aleksandar Bilič, zdravnik, specialist anesteziologije, reanimatologije, perioperativne intenzivne medicine in mi zvoni telefon. Halo? Prosim? Kar pošljete, jaz sem tu. Lahko vi pacienta kar pošljete. Nemalokrat se je zgodilo, da smo se menili kaj pa delate, pa reče, pa jaz imam vinograd, pol pa sanja, da je bil v svojem vinogradu, ne, in tako. Ko se zbudi ga pa, če smo dobro naredili, ga niti ne boli. In to so vse ene male zmage, ne moreš zdaj se odločiti, katera je najbolj pomembna, verjetno življenjska. Če nam uspe kakšnega pacienta potegniti na našo stran, da ne gre gor predčasno, na nebo. To je sigurno največja, ampak niti ni toliko malo, če nekomu rešiš bolečino ali pa če nekomu rešiš, da ga ni strah. Se še spomnim imen in priimkov ljudi, ki sem naredil dobro pred 30 leti ali 20, 25, seveda pusti sledove. Če ti celo življenje se spomniš imena in priimka enega posameznika, ki si ga spoznal pred 25 leti. Se spomnim zato, ker sem mu pomagal pri reševanju življenja. Isto se spomnim takih, ko pa niso imeli tako srečo. To imam pa ustanove, kjer sem delal. Mater University Hospital Dublin, Waterford Regional Hospital, to je vse na Irskem, Rotunda Hospital, Slovenj Gradec, Inštitut za kardiovaskularne bolezni Dedinje. Jaz sem po rojstvu Dalmatinec, sem študiral v Beogradu, delal sem malo povsod, ampak do zdaj najbolj prepričljivo zmago je odnesla Slovenija, ker sem to že 25 let. Moj prvi mentor v Sloveniji je bil dr. Dušan Vlahovič, ki ga bi zelo pohvalil kot mentorja. Pa se spomnim, kaj mi je rekel, ko sem bil na začetku kariere, sploh kot specializant anestezije, je rekel, ti si zame že anesteziolog. Jaz mislim, da edukacija je temelj družbe. In človek, ko konča medicino, ko je mlad, ga je strah vsega. Veliko zna, ampak si ne upa. In z nekimi izkušnjami, če ga pravilno usmerjaš in če mu daš vedeti, da je pravzaprav velik strokovnjak, čeprav se tega še ne zaveda, mislim, da je lažje. Naša stroka ni lahka. Veliko je časa v službi, dan, noč, veliko pacientov, jaz rečem stadion pacientov za eno kariero. En starejši, če ti reče, da je super si naredil, ti da stimulacijo, stimulus. Ne maram učenja z negativno stimulacijo. Če se ne boš učil, boš dobil šus. Namesto, da bi mu povedal, to si pa super naredil, drugič boš še boljše. Bolj bi rekel, da na začetku je bolj skrb, ni nasmešek, ampak na koncu delovnega dneva je pa nasmešek, če nam uspe dokončati vse, kar je planirano. EKG, monitor, pritisk, saturacija, vse to. Tole pa trebušček, kar pomeni, da so porodnišnica. Kje ste rajši, na tej strani? Rajši sem tu, ko sem bil mlajši, sem bil rajši tu. Mladim pa pustiš te porodne analgezije, epiduralne motive in tako naprej, kar je potrebno ročne spretnosti in tako. Stari pa, mi smo čisto zadovoljni v intenzivi. Ni nujno vsakeč dati neko zdravilo, pomirjevalo ali pa včasih je dobra zadostna samo beseda ali pa roka na ramo, in vredi bo. V karieri je pa tako, da ne rabiš narediti neke 5 kardinalnih napak, zadostna je ena. To meni pomeni več kot, titula doktor znanosti ali pa, da so zadovoljni s tem, kar si jim dal, pomeni, da pač nekaj imaš, nekaj znaš. In to je največje priznanje za moj pojem, ki ga lahko človek v stroki dobi. Da ti mladi rečejo vsaka čast. Čau.